Prav lepo pozdravljeni v oddaji Minute za kulturo. Naši današnji gosti sta Katra Kozinc in Nives Dornik, članici Mladinskega gledališča Trbovlje. Dobrodošli. Živijo. No, teče 52. sezona gledališča Trbovlje, pa me zanima, glede na to, da se Nanda Guček, vaša ustanoviteljica, poslavlja, kakšni so občutki in kaj je tisto, kar boste najbolj pogrešali, ko bo šla? Ja, naša Nanda se po njenih besedah poslavlja že par sezon, tako da se mi zdi, da dokler ne bo res dokončnega konca, pa še to ne vem, če bo res dokončni konec, še nekako ni tega občutka, ker še vedno ustvarja. Trenutno lansko leto je prevzela novo skupino najmlajših gledališčnikov in z njimi ustvarja novo predstavo. Kar je najpomembnejše, se mi zdi, da pač nove gledališčnike v bistvu uvede v gledališke veščine, kar ni samo igranje, je tudi ples, petje, gib na odru, govor, ki je zelo pomemben, in kar se teh veščin tiče, se mi zdi, da ima Nanda največ izkušenj in znanja. Sicer ima en svoj sistem, skozi katerega smo vsi šli, in Nanda je kot naša, ne vem, prva učiteljica. Tako da... Pa boste morda ta sistem še naprej predajali ostalim generacijam? Ja, radi bi ga, ampak najlažje je, če je pač Nanda še aktivna. Tako da naredila je že 2 poslovilni predstavi z odraslimi, delali smo Jeklene magnolije in pa Ljubljansko komedijo, že par let, že 3 sezone nazaj. Tako da upajmo, da bomo, ja, seveda bi bilo takšno tradicijo, ne bi bilo pošteno niti završiti, pa tudi vsem nam je v užitek in ustvarjati v gledališču, vemo pa tudi, da je treba delati na mladih talentih, mlademu potencialu, kjer je v bistvu gledališče zelo dobro, kvalitetno preživljanje prostega časa. Koliko članov pa šteje vaše gledališče in ali ste morda razdeljeni v starostne skupine? Ja, po moje nekje okvirno nas je okoli 40, od sezone do sezone ta številka se dviga, pada. Ljudje smo pač gledališčniki, kot tudi vsi ostali, smo v različnih življenjskih obdobjih, tako da odvisno od sezone do sezone sodelujemo včasih malo več, včasih malo manj, se po kakšnem obdobju zopet vrnemo, malo bolj aktivne v gledališče. Tako da mi, kot starejši člani, oziroma starejši člani od 20 pa do Nande, dalje smo razkropljeni po gledališču in upravljamo 1000 vlog. Ne samo igranje, ampak skrbimo tudi za druge skupine. Mlajši so pa razdeljeni v 3 skupine. Torej, najmlajšo je mentorica Nanda. Eno skupino je letos prevzela Nives. Srednje pa osnovnošolce, pa vodi Marjeta Dolinar. No, Nives, kako pa se znajdete v vlogi mentorice? Ja, zdaj, tako kot je že Katra rekla, učili smo se od svojih bivših mentorjev. Jaz sem se v tej vlogi že preizkusila, leta nazaj, 2008 natančneje. Sem pa tu zelo pogrešala, Vmes pač isto družina, otroci. Zdaj sem pa rekla, da spet poskusim. Tako da odlično, mislim, jaz obožujem delo mentorja in imam zelo rada to. Kakšni pa so bili v bistvu vajini začetki? Kdaj ste se znašli na odru in kako? Začetki segajo že zelo daleč. 15 let plus, če govorim zase. V osnovni šoli, pač prijatelji so šli, so rekli, da grejo v Svobodo, k dramski, in tako sem šla tudi jaz pogledat. Bilo mi je všeč in sem ostala aktivna v različnih vlogih, kot je že Katra rekla, od ustvarjanja do kasneje mentorstva. Kako pa pri tebi, Katra? Ja, jaz sem v gledališče prišla nekoliko kasneje, sredi srednje šole. Prej sem preizkušala vse različne hobije, vsi so se vrteli tudi v umetniških vodah, ampak pri nobeni stvari ni bilo takšne energije, ni bilo takšnih ljudi kot pri gledališču. Tako da jaz sem tudi poznala par ljudi, ko so že hodili v gledališče, in sem pač nekako šla enkrat na eno vajo. Mi je bilo tudi zelo všeč, tako da zdaj se mi zdi, da sem kar dobro tudi padla v celoten sistem, ker res ni sam, da prideš na vajo, prebereš tekst in
čez 2 meseca odigraš predstavo, ampak predvsem se mi zdi, da naše druženje temelji na prijateljstvu. No. Jaz imam veliko dobrih prijateljev, sem spoznala in ohranjam v gledališču, pa pač možnost izražanja, no. Pa zabave, pa tudi igranja, seveda. To je še zmeri osnova, ampak je še 100 drugih stvari zraven. No, skupaj z ekipo hodite tudi na priprave. Kje ste do zdaj bili, pa mogoče kakšne podrobnosti še o tem? Ja, naše morske priprave, vsakoletne, poletne, so po moje ena naših najljubših stvari, ki jih delamo, ker potekajo v sproščenem duhu, potekajo večinoma na morju, ponavadi se odpravimo nekam na hrvaško Istro. Lokacija v bistvu je pomembna, ampak hkrati je pomemben tudi program, ko ga pripravimo. Se pravi, ne položavamo cele dneve na plaži, ampak imamo ob večerjih vedno tudi pripravljene tematske večere. Tradicionalno imamo skrivne prijatelje, lov na skriti zaklad, iskanje skritega zaklada in podobno. Potem pa še pač delamo razne tematske večere, ki si jih pač sami vnaprej pripravimo točko po apartmajih ali po različnih skupinih. In to je potem tudi vedno osnova za delo v naslednji sezoni. Pa gre to celotna skupina, od najmlajših do najstarejših, ali ste... Ja, plan je takšen, je pa vedno tako, da vsi ne moramo, vsi ne morajo iti. Jaz sem kar zvesta obiskovalka gledališkega morja. Tako da ponavadi nas gre okoli od, 10 do 30, pa se giblje od sezone do sezone. No. Več nas je, bolj je zabavno, več skečev se ustvari, več materijala za novo idejo, več glav več ve, tako da tudi z večjimi idejami pridemo domov. No, s svojimi predstavami gostujete tudi na festivalih v Zasavju, pa me zanima, kakšna je razlika igrati na odru ali pa na festivalih. Mogoče tudi odzivi publike, ali je to isto, ali ste morda opazili kakšno razliko? Zdaj, ja, res je, da sodelujemo, mislim, da se prijavljamo na različne bodi si tekmovanja, bodi si srečanja, tudi gostovanja imamo, se pravi s kakimi drugimi amaterskimi gledališči, da oni pridejo kaj k nam odigrati, pa mi kam drugam. Naš oder imamo zelo radi, v Domu Svobode, to moram reči. Seveda se moramo pa znajti tudi kdaj nekakšnem ali večjem ali pa tudi manjšem odru, ne? Včasih tudi zelo, zelo, zelo manjšem, ne? Tako da tudi s tem so povezane pa, ne vem, naše scenske, tehnične zadeve, pa da se preizkušamo v različnih situacijah, pred različnimi publikami, se pravi manjšimi, večjimi, tako da tudi to so ene take izkušnje, no, bom rekla. Kdo pa skrbi za kostume in sceno? Sami. Vse si sami izdelate? Če gre za kakšen bolj zahteven kostum, pač skiciramo, poskušamo skicirati, pa se posvetujemo in delo prepustimo kakšnemu profesionalcu. Kar se scene tiče, je v zadnjem času bolj trend, da manj scene je na odru, boljše je, da pač uporabiš na odru samo tisto, kar res potrebuješ, tako da nimamo več kakšnih ogromnih kulis, vrat, okno, vse. Kadar gre za bolj zahtevne te scenske elemente, pa pač, ali ne vem, če ima kdo od nas kakšne veščine izdelovanja vrat iz kartona, ali pa tudi prosimo ponavadi Braneta Solinata ali pa nekoga, ki lepo riše, ki ustvarja. Malo se znajdemo. Kako pa pridobivate nove člane? Morda sodelujete z osnovnimi šolami ali... Ja, se pravi, za vsako sezono, ki se tako v septembru po počitnicah, po premoru poletnem začne, interes kar je. Tako da bi mogli prav posebej oglaševati ali pa vabiti, se kar nekako, bi rekla, zgodi, no? Da kar interes je. Med osnovnošolci smo očitno kar prepoznani, tako da pridejo, se pozanimajo, po skupinah jih potem glede na starost, glede na izkušnje mogoče prerasporedimo. Tudi je sodelovanje, seveda včasih gremo tudi s kako predstavo na kako osnovno šolo odigrati, tako da in tudi te krožki, recimo, ki so na osnovnih šolah, jih potem mogoče vzpodbudijo, da bi pa še se vključili kot
izvenšolsko, ne. Aktivnost se prav pa pridejo do nas, no. Tako da nekega prav intenzivnega nabiranja ni, kar pridejo novi člani radi, no. No, najbolj znani ste po Štilčkih, to je zabavna prireditev, nekako podobna Slovenskim Viktorjem, ne? In nazadnje sta dobili obe nagrado za petje. Kakšni so bili občutki ob razglasitvi morda? Ja, najin Štilček za petje je nastal na osnovi, je v bistvu posledica praznovanja 50-letnice. V letu 2014 smo imeli slavnostno akademijo, kjer sva z Nives priredili in napisali novo besedilo za pesem Kabare. Skupaj z mentorico najino, v bistvu Karmen Lindič, sva jo tudi odpeli v živo, trenirali, vadili, uporabili vse najine gledališke veščine. In vedno je lepo, ko dobiš nagrado za delo v gledališču. No. Se mi zdi, da smo vsi veseli drug za drugega. Je pa lepo pač, da se to delo prepozna, pa da nagradimo tiste, ki najbolj izstopajo. No, Nives, to ni bil vaš edini Štilček. Ne, ja, res je. Kot sem že rekla, 15 plus let ustvarjanja, tako da je še par drugih Štilčkov. Lahko bi še kaj povedala recimo o samih Štilčkih. Tu se mi zdi, da je tudi tak povezovalen dogodek, kar se tiče Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. To so nagrade za preteklo sezono, se pravi, da se nagradi glavne igralce, igralke, režiserja ali pa kakšne takele posebne prvine, odvisno od sezone. Je pa res, da takrat malo bolj mogoče vsi skupaj stopimo, je malo bolj medgeneracijsko. Tudi tisti člani, ki mogoče čez samo sezono niso tako zelo aktivni, se takrat priključijo, dajo svoje ideje, svoje znanje, svojo dobro voljo. Tako da ta obdobje ustvarjanja in izvedba samih Štilčkov mislim, da je kar pomemben in zabaven in tak povezovalen del našega teatra. No? Pa tudi precej obiskano je. Ja, tudi Štilčki se mi zdi, da so res ena bolj prepoznavnih stvari, če nekaj najbolj, no. Tako da kar napolnimo zadnja leta 2-krat dvorano. Malo se pohecamo, malo se takrat, če lahko rečem, izživimo, ne. Tudi ta rdeča nit se že takole na pripravah na morju ponavadi ustvarja. Ti zadnji mesec je tak zelo intenziven, se pravi, vsi se pomešamo, mladi, stari, pa skupaj poskušamo vsako leto biti boljši. No, pa. Odkje pa črpate ideje za predstave in kdo je tisti, ki izbere končno, katera predstava se bo izvajala? Zdaj lahko konkretno povem, recimo letos za mojo skupino, ponavadi je to nek dogovor. Zdaj mentor sigurno ima pri tem neko besedo, ker sem pa letos recimo prevzela gimnazice, smo pa tudi imeli kar nek tako odprt pogovor o tem, no, kaj bi si recimo oni želeli ustvarjati. Tako da mi smo zbrali za letos plešasto pevko. Se pravi, pregledamo ponavadi več tekstov, in se skupaj potem odločimo. Ali pa pač se pravi mentor glede na svojo skupino, koliko jo pozna, izbere nek ustrezen tekst, neko ustrezno temo. Ne? Kako si pa razdelite vloge? Ja, zdaj, moja zadnja predstava, v kateri sem sodelovala, so bile Jeklene magnolije, ki jih je režirala Nanda Guček in je tekst tudi sama zelo priredila, veliko stvari izčrtala ven, v bistvu zelo izčistila tekst. Vloga pri tej predstavi je tudi razdelila ona, med ženske, med dekleta, ko nas pozna, pač ko nas pozna osebnostno, ko nas pozna na tej igralski ravni in je pač odlično zadela vloge. No. Zdaj pri Nivesnini skupini, kot je rekla gimnazice, so si sami razdelili vloge in so s tem tudi najbolj zadovoljni. No. Kar je v bistvu najbolj pomemben je, da se ti počutiš udobno svojo vlogo, da ne igraš nekaj, kar zahteva preveč od tebe. Tako da, če je dogovor, če se strinjaš s tem, ni neke hierarhije, bolj taka anarhično gledališče. Važno, da se ustvarja, pač pomembno je, da se imamo fajn. Seveda pač predstava pride, super je imeti
toliko in toliko premier na sezono, če nam ne uspe. Ampak pomembno je, da se dobro počutiš tudi na vajah, da ni nekega stresa, ker v bistvu prideš v gledališče, sprošča ta stres, ki se nabere čez dan, čez teden. In odvisno, no, nekatere vloge te pokličejo, vidiš samo enega človeka v tisti vlogi, nekatere so pa bolj odprte. S katero vlogo ste se pa morda najbolj poistovetile oziroma v kateri ste se najbolj znašli? Jaz, če čisto po pravici povem, vse moje odrske vloge sem se najbolj poistovetila kar s to mentorsko vlogo v bistvu. Torej, izpod odra. Bi pa lahko še mogoče dodala, da pri sami izbiri vlog včasih mogoče tudi, tako kot je Katra rekla, pa ti kakva vloga ni. Ampak tekom procesa, ko ti tu študiraš, ko se ti na to vlogo pripravljaš, jaz pravim, vsaka vloga je pomembna, ne? Včasih, če pridejo do kakih trenj, tam pa več teksta, jaz bi pa tudi ali pa kakorkoli. Vsaka vloga je pomembna in vsako vlogo je treba vzeti resno. In od vsake vloge se nekaj tudi sam naučiš. Se pravi, vsaka vloga ti tudi nekaj da. Pri eni se boš mogoče mogel malo bolj potruditi, pa ne, se bo ta oživljanje malo, ne vem, težje. Nekatere pa pač, tako kot je Katra rekla, ker pač so in kar zletijo. Ne? Kako pa potekajo priprave na vlogo? Zelo odvisno. Zdaj, načeloma se celoten proces začne z bralnimi vajami. Super je, če se naredi neka karakteristika osebe, malo določiš osebne lastnosti te osebe. Pa jaz načeloma ne študiram še nekaj doma, ker tudi nimamo takih intenzivnih vaj, da bi zdaj v roku 2 mesecev naredili predstavo, ampak s tem, ko greš čez bralne vaje, ko so vaje na odru, potekajo, skozi razvijaš. Pa tudi za vsako predstavo, ko jo odigraš, večkrat, ko predstavo odigraš, bolj se tudi vloga razvija. Se mi zdi, da se nikoli tvoja vloga, tvoja oseba, v bistvu, ko jo igraš na odru, ne neha razvijati. Zmeri dodaš kak nov delček te osebe, no. Tako, to se mi zdi tak zanimiv proces. In tudi sem videla tu, recimo, glih pri moji vlogi Klare iz Jeklenih magnolij, sem tu najbolj pošiljala, ker sem že nekaj izkušenj sem že imela za sabo, igralskih, in je bilo pa tudi lažje, no. Lažje je bilo tudi mogoče zaradi tega, ker smo v narečju govorili, pač po trbovsk, no, dobesedno. In se je bilo pa tudi veliko lažje vživeti v vlogo, kot če bi neko knjižno slovenščino zdaj govorili na odru. Kaj pa, če pogledate za nazaj, pa trenutno izvajanje vlog, se vam zdi, da ste napredovali in v kakšnem smislu? Ja, meni se zdi, no, tako kot sem že rekla, in z vsako vlogo in z vsako ponovitvijo. Drugače pa smo obedve, se mi zdi bolj kot ne, že kar nekaj časa nismo bile prav v kaki vlogi, ampak smo obedve malo nive, so mentorski. Jaz sem recimo lani prevzela tudi režijo nekako štilčkov. Nazadnje smo pa v bistvu delali recital, kjer je pa v bistvu bolj delaš na izgovorjavi, na pripovedovanju pesmi, no, kjer ni toliko vloga kot takšna, karakter osebe, ampak bolj moraš izpostaviti karakter pesmi. Kakšen pa je bil odziv občinstva na recital, ker vem, da ste ga delali po daljšem premoru? Ja, delali smo recital Srečka Kosovela. To ni bil tak klasičen recital, ko igralec pride gor, pove pesem in gre dol in pride naslednji, ampak smo vse skupaj nekako zavili v predstavo s plesnimi elementi, povezano, in vse pesmi so se povezovale iz nekega pasivnega oziroma pesimističnega začetka do nekega optimističnega konca. Odziv publike je bil zelo dober, zelo smo bili presenečeni nad odzivom. Se mi zdi, da smo v publiki res vzbudili ogromno čustev. Od joka do presunjenosti, ganjenosti, in se mi zdi, da je tudi eden od glavnih elementov gledališča, no? Da prideš z nekim občutkom, da ti je predstava, ki si jo videl, nekaj dala. Ne, da si jo samo odgledal, se malo odsmejal in šel ven, ampak da predstavi in o podanem tekstu tudi razmisliš pa doma.
Se vam zdi, da je to tudi razlog, da so predstave še vedno obiskane kljub vsej tehnologiji morda? Ja, jaz mislim, da ja, no. Mislim, se pravi, konec koncev je vedno neka publika tudi, ne. Tudi delaš to z mislijo na publiko, ni zdaj samo sebi namen, tudi ogromno stvari s tem pridobiš. Če se malo navežem nazaj na tisto vprašanje, kak je napredek, kako skozi leta napreduješ. Vsak napreduje, ne. Mogoče, ne vem, rabiš eno sezono ali pa pol sezone, včasih pa 3 sezone za nek očitnejši napredek, ampak napredek vedno je. Naj bo tu na retoriki, na, ne vem, na neki tudi konec koncev samopodobi, pri sami igri, pri samih prvinah in je pa tudi, se pravi, z mislijo na publiko, ne, vsaka predstava, tako da smo veseli, no, da so predstave obiskane oziroma da nas ni čist tehnologija še izrinila. Ja, meni se zdi, da ima gledališče glih en tak poseben čar, glih zaradi tega, ker so pred tabo ljudje, v bistvu jih gledaš v živo, dobesedno. In se mi zdi, ne vem, jaz to tako rada, kot obiskovalka hodim v gledališče in ne vem, se mi zdi, da gledališče bo zmer imel en poseben čar. Nekaj nas privlači na tem, nekaj drugačnega, no. Nekaj, kar ti pač v bistvu televizija ali pa pač ne vem, če karkoli prek računalnika gledaš, enostavno ni tako pristno mogoče. Na kakšen način pa so ti morda izkušnje v gledališču pomagale tudi v življenju? Ja, to je. Marsikdo misli, da če nastopaš na odru, da pa ti v osebnem življenju ni problem nastopati, ampak jaz zmer pravim, da pač, ko sem na odru, sem v neki drugi vlogi. To načeloma nisem jaz. Sem še vedno, ampak malo igram oziroma malo glumim, ne. Sicer nimam takšne treme pred nastopanjem, no. Čeprav preden greš v gledališče na oder, je zmer tista trema, kar je za mene najboljši občutek, trenutek, preden greš na oder, pa pol, ko se na odru gre vsa ta trema, adrenalin ven. Tu je res eden meni osebno najboljših občutkov. Drugače pa tako mogoče komunikacija, no, nasploh. Recimo tudi v recital sem šla z namenom, da se naučim malo bolj pesmi govoriti, pripovedovati. Skozi eno učenje. Veliko je tudi organizacijskih stvari, pa tako v bistvu lahko spoznaš, v katerih stvareh si dober. Ni to nujno zdaj sami igranje, ampak recimo meni so zelo pri srcu vse te organizacijske stvari. Malo smo se v zadnjem času vrgli tudi v marketinško, smo malo bolj usmerjeni tudi širše kot Dom svobode. Tako da tu, no, je zelo veliko izkušenj, samo če le vidiš te priložnosti, tako da se mi zdi, da jih je več kot dovolj. Kako pa je s financami? Kdo skrbi za sredstva, da se vse pokrije? Ja, Bi lahko imelo dajo samo tem. bo še Katra kaj povedala na to temo. Ja. V bistvu Mladinsko gledališče je zgolj ena od 4 sekcij v Domu svobode, kot kulturno društvo Svoboda Trbovlje se predstavljamo in imamo svoj sedež, v bistvu svoj dom v Domu svobode. Poleg nas v domu delujejo še 2 pevska zbora, oziroma pevski zbor pa vokalna skupina Unsterbowl. Je pa tudi to dom glasbene skupine Hiša. In to smo vsi, recimo vse skupaj nas je okoli 100 članov. Vsi člani plačujemo članarino in to gre vse za financiranje doma. Poleg tega je naš najemnik tudi knjižnica Trbovlje, ki ima v zgornjem delu doma svoje prostore, svoj oddelek in financiramo se tudi iz njihove najemnine. Poleg tega pa dom tudi dajemo za najem, za različne priložnosti. Na voljo sta dvorana, klub in pa avla, kjer je možno vse sorte od koncerta do rojstnodnevne zabave, do kakšnih predavanj manjših. Imamo tudi, Svoboda ima 1000 prostorov, nekatere tudi dajemo trbovljskim skupinam glasbenim, pač za vadbeni prostor v bistvu. Organiziramo tudi kakšne predstave zunanje, no. Lansko leto smo imeli Borisa Kobala in Tina Vodopivca. Letos bomo videli, upam, da nam tudi uspe še nekoga pripeljati v Trbovlje. Tako da
Veliko dela je tudi na tem. No. Nekaj seveda dobimo tudi od občine, pa tako drugače pa se sami tržimo v bistvu v prostoru in v zadnjem letu nam kar lepo uspeva, se mi zdi. No, pa če se vrnemo še malo k igri, kaj se zgodi pa v primeru, če pozabite besedilo? Je improvizacija dovoljena? Ne samo dovoljena, ampak Dobrodošla. nujna. Seveda do tega tudi prihaja, ne. Mislim, da čisto pri vseh, tako pri mlajših kot pri starejših, tu ni nič vezano na karkoli. In to je pa meni recimo ena pomembnejših rečemo veščin ali pa vrlin gledaliških, in sicer ta improvizacija v trenutku, ko jo najbolj potrebuješ. Ne? Se pravi, če se kaj zaškrta, če se kaj pomeša, da takrat uporabiš svojo kreativnost, da v tistem trenutku odreagiraš, in tudi vsi ostali, ne? Tvoji soigravci so takrat v percepciji oziroma se morajo na to dobro odzvati. Tako da zato je tudi pomembno, recimo, da je skupina povezana, da se med seboj poznamo, da malo pričakuješ kakšne reakcije, ne? Lahko od tegala pridejo ali pa od tegala, ne? Kje mu bo malo zaškrtal že tekom vaj, recimo, ne? Vidiš, kje so problematični momenti in da se pa iz tega znaš tudi znajti. No? Tudi tu je recimo za življenje ena zelo uporabna stvar, da če kdaj pa kaj ne gre čisto po planu, ne? Pa malo zimproviziramo, tako kot na odru. Kakšne predstave pa so po vajinem mnenju najbolj všeč občinstvu, komedije ali drame, in morda zakaj? Po moje na prvo žogo komedije. Enostavno zato, ker se ljudje radi smejimo, se mi zdi. Sploh, če je kakšna komedija mogoče z malo globjim sporočilom ali pa tako, da niso samo šale na prvo žogo. Drugače pa se mi zdi, da če je pa drama ali pa kjerkoli drug žanr dobro narejen, premišljeno narejen, da je tudi tu lahko super predstava, no? Da ne moramo zdaj preferirati komedijo samo zaradi smeha, ampak da se moramo ukvarjati tudi z resnimi temami, čeprav tudi komedija lahko obravnava zelo resne teme. In to se recimo tudi pri Štilčkih vidi, kjer v bistvu so vse teme zelo resne, in če bi ne bi dodali neke note humorja, bi bila lahko zelo žalostna, ker so v bistvu vse inspirirane, saj hočemo narediti tako, da so povzete iz našega vsakdanjega življenja, nekaj, kar se nam je naredilo. Mogoče tudi kakšna krivica, pa samo pripeljemo do absurda, da je pa smešna. Tako da v bistvu nekako point gledališča je, da nastavlja ogledalo družbi, da pokaže na nek svojstven način, ko se dejansko dogaja v naši družbi med nami. No, glede na to, da se je septembra začela nova sezona, kdaj lahko pričakujemo prve predstave? V novembru že bo prva predstava, in sicer Nandina. Združila je v bistvu dve stvari, in sicer eno tako gledališko produkcijo v prvem delu, v drugem delu pa tekst Družina, Kinkomljanec. Se pravi, da bo taka sestavljena predstava, no, teh najmlajših, mislim, da zelo zanimivo. Potem pa sledijo naše po novem letu, no, po Štilih. Recimo konkretno skupina Gimnazijcev pa skupina Marjete Dolinar. Tudi še v letošnji sezoni, ampak predvideno po Štilčkih. S plešasto plesalko, ne? S plešasto pevko, ja. Pa hodl de godl. Hodl de godl. Ja, to pa bo skupina Marjeta, ja. Kako pa je v vaši skupini? Ja, jaz v bistvu nisem v nobeni skupini, oziroma smo mešano. Ne vem, recimo za recital nas je Maša, pobudnica recitala nekako, oziroma Maša je prevzela recital, nas je pa nabrala tiste, ki smo bili zainteresirani, in smo za pol leta ustvarili svojo skupino. Tako da, če kdo najde kakšen tekst, pobere, rekrutira tiste ljudi, za katere se mu zdi, da imajo čas, da imajo voljo narediti skupino oziroma predstavo. Drugače pa moja največja skupina so Štilčki, no? Tako da se mi zdi, da bo tudi zelo v novembru, sredina novembra, že zadnji čas, da začnemo pripravljati Štilčke. Sicer imamo že kar veliko materijala od lanskega leta, se mi zdi. Ampak ja, so tu recimo dvomesečne priprave. Tako da to je nekako
zadnji 2 leti moja osnovna skupina. No, najlepša hvala obema za pogovor in obisk v studiu. Zdaj bi vaju pa prosila, če mi pomagate pri izbiri 3 listkov oziroma 3 srečnežev nagradne igre. Pa lahko kar Katra prvega. Nagradno vprašanje založbe Karantanija in Ved se je glasilo: pri kateri založbi je izšel roman Tanje Dimitrijevske Je mar Erik, ko je v srcu in duši ves čas hkrati? Odgovor je založba Primus. Prvi izžrebani pa prejme... odgovor je pravilen. Polona Kreže. Izžrebana prejme knjigo založbe Karantanija, avtorja Marka Drganca, Profesor Čurila in Papiga Kiki in vstopnici za Kino Zagorje. Pa lahko kar drugi listek. Hvala. Ja, založba Primus, Fani Lekše. Prejme pa knjigo založbe Primus, Tapkanje in vstopnico za Kino Trbovlje. Pa Katra lahko kar. Hvala. In tretji žrebani. Založba Primus, Lavrič Brigita. Prejme knjigo Romana Leljaka, zbornik Vetrinje, Teharje Rog. Hvala vam obema za pomoč pri žrebu in čestitke vsem nagrajencem. Hvala. Hvala. Preden začnemo z aktualnimi novicami, bi vas rada seznanila z novim nagradnim vprašanjem Karantanije in Ved. Kdo je avtor romana Zločin in kazen? Prvi žrebani prejme knjigo založbe Karantanija, avtorja Eda Rodoška, Spokojni svet in vstopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo založbe Primus, avtorja Stevena T. Chenga, Popolni sistem samoozdravljanja in vstopnico za Kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme knjigo Alenke Klopčič, Jezni močarat Silvo in bon za pico v piceriji in restavraciji Dimnik Trbovlje. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali na etv@elektroprom.si do konca 7. novembra. Gregor Pratneker je akademski slikar iz Maribora, ki nam je svoja dela postavil na ogled v galeriji Medija. Njegove slike delujejo domače in spokojno. Narava in človek postajata eno, a barva in svetloba se na njih vrhunsko prepletata in gledalca ne pustita ravnodušnega. Razstavo si v galeriji Medija lahko ogledate do 14. novembra. Danes je v tukajšnjem muzeju Medija v Zagorju odprta vaša razstava. Kako vršite izbor slik za neko razstavo, glede na vaš občutek, na kraj, na publiko? Zagorje mi je zelo poznano, sem bil tukaj na 2 kolonijah, sedaj sem pa tukaj še z samostojno razstavo, tako da poznam ta kraj, poznam ljudi, ki ustvarjajo to kolonijo, ki živijo tukaj v teh bivših rudarskih mestih. Tako da sem nekako začutil, da ljudi pritegne narava, pritegne jih Sava, voda, živijo skratka tu v gozdovih, ne tako rekoč. Torej poznate Zasavje. Glede na to, da preferirate olje pri vašem delu, ste poskusili tudi kakšno drugo tehniko? Seveda sem poskusil, včasih se olja mogoče tudi malo nasitiš, ampak olje mi je res tehnika, ki mi je najbolj pri srcu, s katero imam največ izkušenj. Se v njej delam že 15 let oziroma še več. Tako da mislim, da tudi bi lahko v olju nadaljeval še naslednjih 20 let, da bi ga čisto spoznal, kaj vse omogoča ta tehnika, ki je, bi rekel, kraljica tehnik v slikarstvu, sigurno. Glede na to, da je na vaših slikah največ narave, kar je res lepo, slikate vedno v naravi ali po spominu? Slikam v bistvu videno, doživeto naslikano, tako da to so vse prizori,
katere sem jaz dejansko doživel, sem nekako bil prisoten v tistem trenutku in potem je mogoče le neka predloga, ki je za osnovo gradnje slike pomembna. Vse ostalo, kar se tiče likovnih elementov, likovnega doživljaja, samega motiva, to pa potem pridam, ne. V bistvu pa gre za to, da ne bi te fotografije ali predloge kopiral, ampak da bi jo popolnoma predelal skozi samega sebe, ne. Torej, bili ste pa že dvakrat pri nas na koloniji Izlake Zagorje. Se udeležujete tudi drugih kolonij? Ja, seveda, večkrat na leto sem po Sloveniji, večinoma po kolonijah. Kaj pa naše zasavske slikarje ste verjetno spoznali? Ja, tale kolonija zasavska je sigurno ena izmed najboljših, na kateri sem kdarkoli bil. Je tudi kolonija z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, tako da se vidi oziroma se to takoj začuti, da za kolonijo stojijo ljudje, ki imajo izkušnje z kolonijami in z vsem poslom, ki je okrog tega. Torej, upam, da vas kmalu spet vidimo. Ja, tudi jaz bi bil vesel. Pisatelj Goran Vojnović je v sredo gostoval v Trboveljski knjižnici. Avtor mlajše generacije, režiser in kolumnist, ki je svojim prvencem Čefurji Raus zaslovel po Sloveniji in bil zanj ter za njegov drugi roman Jugoslavija moja dežela, nagrajen s Kresnikom, je pred kratkim pri Beletrini izdal nov roman Figa. To je roman prepletajočih se zgodb 3 generacij družine Đorđević. Osrednji lik je Jadran, ki v prvi osebi pripoveduje svojo zgodbo, ki se začne leta 1955. No, danes večer, ja, ste tukaj v Trbovljah predstavili svojo najnovejšo knjigo Figa. Glede na to, da ste tudi sami rekli, da je precej drugačna od prvih, bi to mogoče bil začetek nekega novega ciklusa? Pa ne vem, če v tem pogledu drugačna. Tako. Mislim, da še vedno gre za neko nadaljevanje nekega dela, ki sem ga začel že s Čefurji. Seveda pa se mi zdi v vsakem romanu nekako odpiram neke nove teme, grem v neko novo smer, pišem o nekih novih stvareh in vsakič je človek, ki piše te romane, malce drugačen, malce starejši, malce spremenjen, malce drugače gleda na svet in v tem smislu bo seveda tudi nova knjiga, mislim, da drugačna od Fige. Vsaj zdaj se mi zdi, čeprav se mi zdi še precej oddaljen, ampak vse neprestano pa vse neke stvari ostajajo. Mislim, da še vedno brskam po sebi, še vedno pišem na nek način o stvareh, ki so mi pomembne in ki so mi blizu. Še vedno nekako odpiram neke teme, ki se mi jih zdi vredno odpirati in še vedno poskušam to na nek način čim bolj približati bralcu. Tako da ni naključje, da je mnogi, ki sta jim bila prva 2 romana všeč, jim je všeč tudi Figa, ne glede na vso drugačnost, ki jo ta roman premore. Spregovorili ste tudi o begu. Bega je lahko več vrst. Tudi vi kdaj bežite? Pa mislim, da vsi na nek način bežimo. Jaz mogoče ne toliko fizično kot psihično. To mislim, da je tiste vrste beg, na katerega si težko ponosim, ampak mislim, da pisatelji skoraj moramo, pa ustvarjalci, da dostikrat bežimo v te namišljene svetove. In smo dostikrat zaradi tega, da odsotni, ne slišimo, ko nam kdo kaj govori, nekako smo tu, pa nas ni. To nekako mislim, da vsi, ki ustvarjamo, da vsi bližnji to dobro poznajo in nam znajo to tudi učitati in včasih zameriti in upravičeno. Ampak brez tega na nek način ne bi nič od tega, kar delamo, nastalo, se mi zdi, da brez tega našega bežanja ne bi nastali vse te knjige in filmi. To je nekako nujno, nažalost, ta beg. Je pa tudi verjetno posledica tega, da notranje potrebe, da tudi iz tega realnega sveta uidemo malo. Tako da, kaj pa vem,
Naverjetno, tudi če ne bi pisali, da bi še vedno uhajali, ne? Samo ne bi iz tega nič potem ratalo. Ne? No, z begom je pa povezana tudi svoboda, ne? In pojmovanje svobode je pa lahko zelo različno. Ja, mislim, da svobodo vsak dojema na svoj način. Ne? Je pa res, da nam ta današnji svet predvsem nekako promovira to svobodo posameznika, popolno svobodo, ne, in svobodo izbire, svobodo odločitev. Ne, in tu je nekako pride v konflikt z realnostjo, ki jo živimo, kjer pa smo nekako že z rojstvom, pa sploh s svojim življenjem nekako upleteni v neko mrežo odnosov in vsak ta odnos, bolj intimen, ko je, tem bolj, ne, in nas seveda omejuje, ne, in seveda nam omejuje našo možnost izbire, odločamo se ne ravno sami, ne vedno skupaj z nekom, vedno z ozirom na nekoga. Ne. Tako da v tem smislu smo sami v nekem precepu, ne. In v tem smislu svoboda se mi zdi, da taka, kot jo pač nekako ta svet prodaja, ne, sploh ne obstaja. Ne. Da obstaja samo hrepenenje po tej svobodi. Ne. In kaj pa vi trenutno berete? Jaz trenutno berem zadnji roman Orhana Pamuka, pa roman Kristalni čas Lojzeta Kovačiča. Torej preferirate tudi naše domače, seveda? No, seveda, ja. Nekako poskušam, čeprav časovno seveda to težko uspeva, ne, ampak poskušam nekako brati v 3 jezikih, ki jih recimo toliko obvladam, da lahko o njih berem. Seveda spremljati domačo literaturo, neko regionalno, recimo postjugoslovansko literaturo in svetovno, kar je prevedenega od ta jezika, pa še kaj v angleščini. Ne. Pač je nekako med tem ves čas nekako preskakovati od enega k drugemu. Ne. Skratka, je pa res, da čas je tisti, ki me v tem omejuje, da dejansko slovensko literaturo z veseljem berem, je pa res, da toliko, kot se pri nas izda, tudi ne moram spremljati. Ne. Da nekaj seveda bereš za nazaj, se ves čas v bistvu izobražuješ, odkrivaš te starejše stvari, ki jih še nisi prebral. Ne. Hkrati poskušaš nekako brati tisto, kar se trenutno ustvarja, ampak ogromne luknje ostajajo. S tem se slej ko prej pomiriš, ampak nikoli ne do povsem. Ne. Pa se kakšni knjigi radi znova vrnete? Bi se, pa enostavno ni časa. Mislim, da s poeziji se seveda lažje vračati. Raje se vračam k avtorjem, bom rekel. Ne. Orhanu Pamuku se vračam kot avtorju. Mislim, se mi zdi škoda pri njegovih romanih, mislim, tudi Lojzetu Kovačiču se vračam, ampak poznam ga po drugih romanih in se mu vračam kot avtorju. Ne. Se mi vedno toliko je stvari, da enostavno ni časa, da bi se vračal k istim delom. Ne. Čeprav bi se, mislim, in vsake toliko zamika, ampak potem toliko je neprebranega, toliko je novega, tako da se v bistvu včasih se tudi avtorjem sem nerad vračal, ker jih je bilo toliko. Danes se vseeno vračam k nekim avtorjem, k nekim stvarem, ki sem jih že bral in odkril. Ampak vseeno me pa bolj mika neko odkrivanje nečesa novega in recimo pred kratkim sem prebral krasno knjigo Južnokorejke Han Kang, ki je lani dobila veliko nagrado International Man Booker, The Vegetarian, in odkril neko avtorico, ki je prej sploh nisem poznal in ki je fantastična. Ne. Neko popolnoma drugačno pripovedništvo in v njem neizmerno užival. Ne. In v tem smislu včasih zna biti še bolj fascinantno, kot ko se vračaš nekim avtorjem, ki jih imaš posebno rad. Ne. V avli Zagorskega delavskega doma si lahko še do 26. oktobra ogledate razstavo del trboveljskega slikarja, karikaturista in ilustratorja Jožeta Ovnika. Avtor se je tokrat predstavil z deli različnih tematik in tehnik. Paleta zanimivih aktov, konj, rudarske tematike in pejsažev vabi na ogled te razgibane razstave. Letos je 120 let od rojstva slovenskega zborovskega skladatelja, dirigenta, igralca in simfonika Danila Bučarja.
To je bil povod, da so trboveljski literarni prijatelji in članice vokalne skupine Plavica v sredo 12. oktobra skupaj pripravili glasbeno-literarni večer. V goste so povabili vnuka Danila Bučarja, pisatelja Vitana Mala, ki je spregovoril o življenju svojega dedka. Ja, od anekdot se spominjam tisto, ko je bil še mulc, pa je šel z svojim očetom po gozdu, ker njegov oče je lovil metulje in skratka tudi ne vem zdaj, kaj so kot lovci takrat počeli, ampak dedek je bil še dosti majhen in je pohodil gosenco v gozdu, tako veliko kosmato in potem se je ugledal, kaj je ostalo pod njegovim čevljem in je tekel za očetom in je rekel, oči, oziroma papa, zakaj se pa gosenca pokaka, če na njo stopiš? Drugače anekdot je bilo še veliko, ampak recimo meni je bila zelo všeč tista, ko smo bili nekje pri Gomilskem na počitnicah in dedek je bil znan potem, da je, ne vem, velikrat se je odkašljal pa pljunil, ne glede to kam in enkrat že spet tam na sprehodu pljune, jaz sem zraven njega stal, zato sem videl, sam je veter zapihal in mu je plunk odnesel naravnost v njegov žep, ki je bil tako. In to je bil potem babica, ki je bila tudi zraven od smeha skoraj po tleh padla, dedek je preklinjal, ampak pa se je začel tudi on smejati in potem smo mu ne vem kolikrat to ponesli, kako si ti v žep pljuneš. To so... Danes smo pa izvedeli tudi to, da od direktnih potomcev se nihče ne ukvarja z glasbo. Ste pa uspešni na drugih področjih. Ja, zdaj oba moja sinova rada pišeta. Ta starejši sin je urednik dnevni pri Slovenskih novicah. Moram reči, da piše boljš kot jaz, to vsi pravijo, izredno duhovit je, samo ko vi upravljate novinarsko delo, to sem tudi jaz sam poskusil. Takrat, ko sem novinarsko delo upravljal, ni bilo moči in volje še, da bi pisal kaj zase, tako da čakamo, kdaj bo napisal prvo knjigo. Mlajši sin je pa želi biti zelo precizen in ko piše, prej prebere Cankarja, ker hoče biti potem tako dobro kot Cankar. In jaz mu dopovedujem, da tega ne sme delati, da ne on čim več piše po svoje, ker samo z vajo, s pisanjem in pisanjem bo ustvaril svoj rokopis. Tako kot sem jaz mogel napisati ne vem koliko knjig, da je potem zelo huda stroga kritičarka Matajčeva napisala, ko sem napisal knjigo z ne svojim imenom, ampak je prav časopis napisala, da po 2 poglavjih sem takoj prepoznala, kdo je avtor. Ker vsak umetnik, ali ne bo slikar, kipar, mora svoj rokopis imeti, tako da ga ljudje prepoznajo, ne da bi prebrali njegovo ime. In kaj pa trenutno ustvarjate? Trenutno ustvarjam pa čudovita stvar zame, Lenovo. Nič ne pišem, nič ne rišem, hodim čez Rožnik vsak dan, to se pravi tisti hrib zraven Ljubljane, tako da 1 uro do 2 hodim na dan, potem igram pasjanso, zvečer gledam televizijo, križanke rešujem, skratka uživam. Pred dobrim tednom se je v Delavskem domu Trbovlje odvil 8. festival novomedijske kulture Speculum Artium, tokrat s temo Realnost pod nadzorom. Še 6. je za dodatno pestrost programa skrbel festival videoumetnosti Digital Big Screen. 3-dnevno dogajanje je bilo v znamenju dileme, ki prežema sodobno družbo. Ob obisku festivala smo si lahko zastavili vprašanje, kje je meja med realnostjo in manipulacijo, med javnim in intimnim, v času tehnologij, ki so nivo nadzora nad posameznikom dvignile na nesluteno raven. Ustvarjalci iz vse Evrope in tudi širše so zadovoljili občinstvo. Letos je bilo na festivali tudi veliko mladih. O tem smo obširno poročali v zadnjih 2 oddajah 7, ki sta objavljeni tudi na našem YouTube kanalu. Letos mineva 30 let od smrti pionirja zasavske likovne umetnosti Leopolda Hočevarja Hočija. Rojen 7. avgusta leta 1940 je bil že od rane mladosti zapisan likovni umetnosti, ki ga je kasneje spremljala skozi celo življenje. Leta 1966 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in se zaposlil kot likovni pedagog na osnovni šoli in kasneje gimnaziji. Bil je tudi eden od ustanovnih članov Društva likovnih umetnikov Zasavja in mentor številnim zasavskim slikarjem. V počastitev spomina nanj je Delavski dom Trbovlje v sodelovanju z Zasavskim muzejem pripravil razstavo njegovih del. Tudi o tem dogodku smo obširno poročali v petkovi informativni oddaji 7. V polni zagorski knjižnici je v torek 18. oktobra
gostoval naš zasavski pisatelj Roman Rozina. Skupaj s Tatjano Pirc sta predstavila njegovo najnovejšo knjigo Zločin in ljubezen. Za glasbeno vložke večera je poskrbela vokalna skupina Plavica. Roman Rozina je dobitnik literarne nagrade Modra ptica 2014 in pisatelj, ki ima sebe upravičeno za častilca knjig in se s knjigo rad intimno druži, tako pri branju kot pisanju. Danes ste nam predstavili vaše najnovejše delo Zločin in ljubezen. In glede na to, da je za vami že lepo število dobrih zgodb in knjig, kakšna naj bi bila dobra knjiga? Ja, dobra knjiga bi morala navdušiti bralca, torej mu pripovedovati na način, ki ga zainteresira, ki mu je blizu. Hkrati bi morala dobra knjiga imeti tudi določeno etično vrednost in pa seveda morala bi pustiti dovolj praznin, da si lahko kasneje sami ustvarjamo svoje zgodbe, ki pač izvirajo oziroma iz te zgodbe in to je nekje to. Pa to garantira, če je knjiga dobra, da bo tudi uspešna? Ne, stvari niso čisto enoznačne. Uspešne so predvsem žanrske popularne knjige, knjige, v katerih pa je več odprtega prostora, ki so morda na prvi videz nekoliko težje za branje, seveda ne doživljajo ponavadi takšne popularnosti, kakor one prve. O čemu pa recimo vi ne bi nikoli pisali? Ne vem, če je kaj takega, o čemer ne bi pisal, ampak če me tema ne privlači, če mi ni zanimiva, torej o njej nimam nekega mnenja, stališč in bilo tratenje časa oziroma ne bi imel česarkoli povedati. Kaj pa mislite o elektronskih knjigah? Gre zgolj za spremembo nosilca zapisa. Jaz osebno jim nisem naklonjen, ker sem pač spadam generacije, ki smo pač knjige brali na papirju in to še vedno počenjam. Mislim, da kakšne bistvene razlike med vsebini ni nobene bistvene razlike med elektronsko in pa med knjigo, natiskano knjigo. Te nove tehnologije so bližje mlajšim generacijam, ampak zame mora pač knjiga imeti format, mora dišati po papirju, črnilo. To je to, ja. Ja, in danes smo dobili namig, v pripravi je že novi roman. V bistvu ni v pripravi, razmišljam o njem, pač kreiram neke like in dogajanja, ampak ni nujno, da se bo zgodba tudi končala z natisnjenim romanom. Nekatere poti se pač ustavijo v slepih ulicah. No, idej pa ne manjka. Ne, to pa ne. Lahko bi rekli, da se je na Marnem začel teden fotografskih razstav, ki bodo potekali v naslednjih dneh. Člani fotosekcije Kulturno-umetniškega društva Dol pri Hrastniku so pripravili zanimivo fotografsko pripoved, ki je nastala na njihovem izletu po Provanciji v Franciji. Obiskovalci so lahko preko fotografskih podob podoživljali občutke, ki so jih ustvarili članice in člani fotosekcije. O samem izletu in delu pa smo vprašali predsednika. Fotosekcija KUD Sovoda Dol pri Hrastniku obstaja že približno 11 let. Člani te fotosekcije se, kot je že iz naslova razvidno, ukvarjamo z fotografijo, ljubiteljsko ukvarjamo s fotografijo. Je pa tudi ena naša skrita želja, da potujemo po svetu in če le možno si v svoj program delovanja uvrstimo tudi kakšno potovanje v nekoliko oddaljenejše kraje. Pred leti smo tako obiskali fotografsko zelo zanimivo Toskano, v letošnjem letu pa smo s pomočjo sponzorjev obiskali tudi fotografsko zelo obiskano in pa zanimivo pokrajino, to je Provanca. Kaj nas žene k vsemu temu? Predvsem radovednost. Radovednost po spoznanjih v tujih krajih, po zanimivostih, ki se skrivajo v tem okolišu in pa radi seznanjamo tudi širšo javnost, svoje prijatelje
o tem, kaj smo doživeli na posameznih potovanjih, saj iz teh potovanj prinesemo obilo fotografskega materijala. Vsaka naloga oziroma vsak načrt potovanja po teh malo oddaljenejših krajih pa je tudi obveza, da pripravimo najmanj eno fotografsko razstavo o tem potovanju in pa fotografsko predavanje, s katerim predstavljamo te pokrajine, ta naša potovanja širši javnosti. To je vse, kar smo pripravili za danes. Želim vam čudovit preostanek večera.